Živijo, Marija. Ja, ti tudi. Kako si kaj? Bova kaj. Jaz sem super zdajle. A si se Res. sploh že aklimatizirala na decembrsko Slovenijo? Ne. Ne še. Ne, tale gneča na cesti, ki sem prihajala, sem zdajle bila, bom rekla, prvi civilizacijski šok. Čeprav jih tudi v Katmanduju ni malo, ampak tam pač imaš čas in tako. Evo, midva sva bila pa zmenjena za uro in sem mogla priti. Ampak se ti čas v Nepalu res da poteka malo drugače. Ja, odvisno sicer res tudi od tega, kakšne cilje imaš tam oziroma želje, kaj bi tam rad delal, a ne. In, moram reči, da zdajle, ko sva bila toliko časa v Nepalu, pa dostikrat nisem vedela, kateri dan je. A je nedelja, sreda, torek, to sploh ni bilo pomembno. Zdaj verjetno lahko že kar v začetku poveva, ne, kaj sta pravzaprav vidva počela v Nepalu zadnjih nekaj mesecev, ne. Ja, to je bil res en tak, zdaj, ke sem malo refleksije že naredila, v samem Katmanduju, ke sva čakala na letalo in potem tudi zdaj doma, sem nekako, prišla do ene ugotovitve, da je bil to pravzaprav, bom rekla, Everest tretjega obdobja najinega življenja. Ja. Velika stvar, ke se mogoče, preden greš, niti ne zaveš, kaj vse to je. Torej, odločila sva se za Great Himalayan Trail. Ta, himalajska pot je sicer, dolga 4500 kilometrov, ker sega poleg, Nepala še v Pakistan, potem in Indijo in tako naprej, ja. Bhutan, saj to je na pač na že kar precej o tem piše na netu, a ne. Vendar ta Great Himalayan Trail v Nepalu je pravzaprav zdaj po letu 2002 najbolj gotova pot, da jo boš, naredil lahko v enem kosu, ker, povsod drugod so kakšne prepovedi prehodov, recimo Tibet je bil dolgčas zaprt in tako naprej. No, ampak saj tudi 1600 nekako sva zdaj ugotovila, da sva prehodila, ni malo, a ne. In od ene meje do druge, Nepala je bila želja, da greva že dolgo. Ja. Pol se je pa nekako izkristaliziralo, da je prav letos, to leto, to jesen, da je najbolj primerno. Iz več razlogov. Odpadla je neka akcija, ke sta jo imela v, namen izpeljati Andrej pa Anže, Anže. Ja. In to nekje se jo je ugotovilo tam okrog maja, a ne. In pol sva rekla, tako kot je najin stil življenja že skozi. Okej, če to ne gre, ja, pol pa najboljše, da greva zdaj v Nepal, kdaj bova pa šla? Stara sva 66 let, skrajni čas. Tako da vse se je zavrtelo zelo hitro. Kdaj sta pa prišla na idejo, da bi se sploh tega projekta lotila? No, Andrej je seveda to literaturo prinesel iz Nepala že kmalu pol, ke so se prvi vtisi nekaterih, ki so to prehodili, že pojavili v pisni obliki, tako da imava pač, dve knjigi o tem. In te knjige sta ves čas, pri nas je pač te literature ogromno, a ne. Bile na, takem mestu, da sem tudi jaz rekla, Great Himalayan Trail, ker ta nepalski del se pač imenuje Great Himalayan Trail, tako jo tudi poimenujejo vodniki, a ne. In, pol sem začela tudi sama razmišljati, ampak da bi šel pa enkrat v Nepal tako, ne z nekim ciljem osvojiti 8000-ak ali pa narediti to pa to, ta vzpon in to, ke za sabo potegne seveda en kup drugih stvari, priprav in takih, psihičnih in fizičnih za take alpinistične napore, sem razmišljala, kako bi bilo pa to nekaj dobrega, da greva midva še vedno dosti na višini, ker vodi po med 4 in 6000 metri, in to po krajih, ki sva jih že videla, pa tudi tistih, ki jih še nisva, to bi bilo pa res dobro, pa da greva samo midva. In tako počasi je zorelo, kaj jaz vem, par let, zdaj se je pa pokazala prilika in sva šla. Pa to je tak 3-mesečni treking, ne, tako na hitro se ti v glavi ta ideja predstavi. Ja, tako s takimi mislimi sem šla na pot, ja. Da je to 3-mesečni treking, ampak v bistvu res lahko bi temu tako rekel, ampak to za sabo potegne pač življenje 3 mesece v spalni vreči. Jaz sem že, ne vem, pred kratkim, mi je to ponesel tudi zdaj, ke sem se že vrnila nekdo,
moj prijatelj, dober prijatelj, ki sem že enkrat smo nekam šli in sem rekla, jaz ne grem v šotor spat, jaz sem prestara za take stvari, zdaj grem pa v hotelsko sobo. In smo takrat tudi z njim šli, no zdaj pa rekel, zdaj pa lahko spala v šotoru. Ne, hočem reči, da ni tako, kot si zamisliš, vse doma, sploh, če se maja odločiš, septembra pa greš, a ne. Pa vmes še vodniška sezona, seveda. Ja. 90 dni sva spala v spalni vreči. Daj vam mogoče samo za začetek povedati, da je to pravzaprav pot, ki gre iz vzhoda na zahod Nepala? Ja, jaz sem toliko noter zdaj, da sem vlečem ven stvari, ki mi najprej pridejo na misel. Približno, si rekla 1600 kilometrov. Ja, v bistvu sva začela v Taplejungu in že tukaj sva bila presenečena, ker sva se že en dan lahko peljala proti Kančenzengi, ker se pred leti, ko sva vodila trekkinge, nismo, a ne. To je kraj v skrajno vzhodnem Nepalu. Kančenzenga je najbolj vzhodni 8000-ak v Nepalu. Je na meji z Sikimom, torej z Indijo. In v bistvu začetek te poti je Pangpema. To je bazni tabor za Kančenzengo. Tako da do tja sva rabila še nekaj dni in tam se uradno začne, ampak tako ali tako drugače ne moš kot peš priti tja. A ne? Potem pa teče proti zahodu, ampak obstajata dve visoki poti himalajski, severna in južna. Severna je bolj zahtevna, zaradi tega visoka, a ne? Ker vodi po 8000, oziroma po prehodih preko 5 in 6000 metrov visokih. In se bolj ali manj drži teh podnožij najvišjih gora. Praktično vse 8000-ake nekako obideš v nepalske. Ali pa jih vsaj vidiš, a ne, recimo, Čoju vidiš iz Gokija in tako naprej. In potem pa prideš v ta zahodni del, ki je pa nam alpinistom pravzaprav precej neznan, razen Bobaj, to je bila odprava, ki so jo naredili takrat. Začet 90-ih, ja. Ja, zdaj letnice seveda mi ne gredo najbolj iz ust, ampak nekje v preteklosti tega se je Andrej spomnil, vendar oni so takrat hodili bolj južno. Torej južna himalajska pot je pa bolj po nižinah, no, in je tudi krajša temu primerno. Ker zasledil sem tudi, je Andrej napisal, da sta opravila 85 000 višinskih metrov gor in dol, ne. Najprej sem prav tako, a se je zatipkal, pa sem preveril, ne, ni se zatipkal, res je bilo tako. Zato je kar veliko, ne. Ja, to je ena taka res številka, ki tudi naju je osupnila, a ne. Je pa res, pač Nepal je dežela, kjer ravnine praktično ni, a ne. Tistih nekaj metrov, 100 metrov, včasih mogoče celo sploh komaj verjameš, da si v Nepalu, ne. Ker vse je gor in dol, ker toliko, kolikor sva gor naredila, sva tudi dol. In recimo se je na kakšen dan nabralo čez 2000 vzpona, ne. 2000 metrov. Je pa tako, tisto, kar je resnica, je, da tam pač hodiš, to je delo tistega dne, a ne. Hoja in nikoli nisva zelo hitela. Vedno sva zelo imela en tak umirjen tempo. Je pa res, da vmes sva zamenjala tudi vodnika, ker vodnika zdaj po letošnjem letu mora imeti pač vsak trekkingaš, pohodnik. Ja. In ta mladi fant, 26-letni fant, je po menda, to sva zvedela zdaj v Katmanduju, po nekaj dneh poklical svojega agenta in rekel, jaz komaj sledim te dve. Nas folgam, ne zmorem. Ja. Ne, se je zmogel, pa smo se tudi zelo lepo imeli in sva ga bila zelo vesela, no, ker s prvim vodnikom sva imela pa težave. Ja? Ja, to je bil pravzaprav prvi primer, ki se mi je zgodil v teh, ne vem, zdaj že 40 letih, da sva se srečala z alkoholom tako. V taki obliki, ki je bilo nesprejemljivo, ki je bilo že nevarno, no, tako da smo morali pač zamenjati. Kaj pa sicer tako, zdaj, ko sta prišla domov, pa se mogoče tele vtisi začenjajo nekam usedati pa predelovati, če zdaj zapreš oči, kaj bo tisti nek tak glaven spomin ali pa izkušnja z tega potovanja?
tukaj sem res doživela tisti prav res mir in iskreno veselje. Jaz sem se cele dopoldneva zahvaljevala, jaz pač rečem Gospodu, ker verujem, a ne. Res, ko sva midva začela hoditi in sva hodila po tej lepi pokrajini, ke naju je ena mesta res presenetila. Jaz sem bila toliko, res tisto srečo v sebi čutiš in si hvaležen, da si tam, da si lahko tam, a ne. Ta notranji občutek, to bom zagotovo skozi nosila v sebi, a ne. In upam, da ga bom lahko prenesla tudi v svoje življenje zdaj, v večji meri kot prej. Kar se pa zunanjih lepot tiče, je pa prva stvar, ke jo pomislim, Dolpo. Upper Dolpo, to je del Nepala, ki se potem po Annapurni začne raztezati naprej proti zahodu. In to so tako lepe in magične oblike. To je narava v rjavo-zeleno sivih odtenkih, stotih. Takih jasnih oblik, zarezanih, kot da bi jih s škarjami odrezal, res. In tudi vzponi, ves čas praktično smo v enem tednu šli preko 4-5 tisoč metrov visokih prelazov. A ne, in tako, no, to. Ker ta del drugače, ne, ke si ga zdaj opisovala, zares ni tako popularen, ne, kot neka trekking destinacija v Nepalu. Ali se motim? Turistično je nezanimiv, vendar pa postaja vedno bolj. Sem tudi potem zdajle opazila v Katmanduju, da je vedno več ponudb torej literature o tem, Vodniške da in vedno tako, več ja. pišejo, vedno več ponudb je tudi. Je pa bolj zahteven, zaradi tega, ker ni infrastrukture. To, če bi zdajle pač začela opisovati še, kako sva spala, pa kje sva spala, to si nisem nikoli v življenju mislila, da bom v takih groznih razmerah tudi mogla noč preživeti. Pa tudi razdalje med možnimi pač kraji, kjer lahko spiš ali pa kjer lahko prenehaš s tistim dnevom in tako, je malo zaradi vode, a ne, ker tudi če imaš šotor in če ne spiš pri domačinih, je pač omejitveni faktor tukaj voda, a ne. Skuhati si pa moraš. Imela sta en kup tudi takih čist logističnih težav, ne, kje spati, ves kaj čas. jesti, voda in tako. To je bil eden od izzivov te poti, ker jaz lahko rečem, da za mogoče vsaj 1/3 ali pa še več dnevov nisva vedela, ne kje bova spala, ne kaj bova zvečer jedla. No, počasi nama je bilo jasno, da bova jedla Dalbat, če ga bodo imeli, če ni prerevna dežela. Ja. Drugače pa čez 100-krat sva jedla Dalbat. To je njihova nacionalna hrana, ampak riž in leča, ne. riž in leča, ja. Ja, tako, res je bila avantura, no, res je bila. A sta imela kakšnih, bom rekel, poleg težav z vodnikom, ne, ke si jih omenila, še kakšne druge težave, ne vem, a vaju jeti kje srečal? No, se hecam, no, ampak tako, se kaj zgodilo, še kaj takega nepredvidljivega? Ja, drugače, midva sva na 3 mestih se mogla odločiti za svojo varianto, recimo, poti, ker je bila obutev in oprema nosačev neprimerna in nismo mogli iti po zadnji del v Dolpu preko zgornje poti, zaradi tega, ker bi zmrznili. Slaba napoved vremena je bila, sneg in tako. Bili so v supergih, teh gladkih, in so še že v nižjih delih se drsali po pobočjih in pač tam smo mogli spremeniti. To je bila ena taka, meni obema pravzaprav dosti neprijetna izkušnja, da ne moreš narediti tega zaradi objektivnih okoliščin. Drugače pa, mislim, tisto, kar me je najbolj razveselilo, je bilo, da sva lahko živela v domovih teh ljudi. Ko prideš do njih, do njihove hiše, sploh ne morem reči hiše, to so bile, pri nas bi bila to neka Koliba. vrtna uta, koliba, ja, ali pa vsa podrta, pa to. Ti si prišel noter, so te sprejeli, ti si sedel zraven, ke se je kuhalo, bil prisoten v življenju teh ljudi, čisto tako, od otrok od dojenčkov na hrbtu, ko so jih nosile mamice, ko so kuhale za nas Dalbat in tako naprej. Ta prvinskost, a ne, ke je, no, pa seveda smo v dobi ekologije in pomembnosti tega, kako tukaj do zadnje
najmanjše stvari porabijo ali za hrano, ali za kurjavo, ali za nekaj. Odpadkov praktično ni. Tako da brez ne vem kakšnih konferenc si lahko tukaj sledil življenju, ki naj bi bilo ekološko. Do neke mere, so pa tudi seveda odkloni od tega. Verjetno v kakšnih res dost, bom rekel, zakotnih krajih tudi še ni elektrike, Ja, pol seveda. tehnologije in vsega. Ja. Tehnologija pa je. Pa že, ja. Mislim, to nama je bilo pa res čisto presenečenje. Res revno. Tako da bata niso mogli skuhati z lečo, ker jo ne morejo kupiti. Ampak otroci so imeli telefon. Ja. Tlej pa to je in bo po mojem kar velik problem. Ne razumejo še zasvojenost, možnost zasvojenosti s tem in imajo, to pa imajo. Ideje, ki bojo prišle skozi telefone in potem verjetno spremembe, ki se znajo zgoditi za tisto okolje, ne. Kaj vse zna to prinesti. Žal, v glavnem gledajo otroci TikTok in je pač, to je še debata za še eno temo. Kako sta pa bom rekel, upravljala neke čist fiziološke zadeve, da je človek tudi utrujen v končni fazi, ne? Ker rekla si 88 dni, od tega jih je bilo koliko, 10-11 oziroma plus 10-11 počitka. Počitkov, rest dayov so imeli. Kako sta vse to zmogla? Saj pač tega življenja so vseeno navajena iz odprav, a ne. Saj konec koncev na odpravah, kolikokrat ti pa kuhar skuha vodo, oziroma pogreje vodo, da se potem totalno umiješ. A ne, tukaj je bilo podobno. Jaz sem si lase umivala, ne vem, na 10-11 dni, doma si recimo na 2 dni. In pač rešuješ tako, da imaš kapo. Ne, drugače pa kar se higiene tiče, recimo, je zdaj toliko pripomočkov higienskih, robčkov in vsega, da to ni problem, pa konec koncev res se navadiš tudi na mrzlo vodo, Enostavno to deluje. Kar se pa tiče počitka pa regeneracije, je pa res, da ko sva prihajala na cilj, se je marsikdaj zgodilo, da sva bila toliko utrujena, da tudi dnevnika nisva napisala, ker sva ga sicer poskušala redno spremljati, tako da so tisti prosti dnevi bili za to, in sva padla v spanec in res dobro spala. So bile pa tudi noči, ko nisem spala, ne. Kaj bi pa mogoče zdaj, ko sta to naredila in imata to izkušnjo za sabo, in če zdaj to izkušnjo primerjaš z nekimi predstavami, preden sta šla, ne, in koliko so bile različne, in če bi recimo lahko rekla, če bi se zdaj jaz tole lotil, pa mi rekla, Miha, ampak na tole bodi pozoren, ali pa kakšno tako stvar, ki je mogoče na netu ne najdeš, ali pa je kaj takega. Takih stvari se največ nabere, a ne. Izkušnje so tiste, ki ti največ prinesejo. Miha, jaz bi ti povedala par stvari, ki so se mi zgodile in jih nisem pričakovala. Ampak res ti ne bi povedala veliko. Zaradi tega, ker če vse poveš, prvič, mogoče je moje dojemanje nečesa čisto drugačno od tistega, ki mu govoriš, tebi recimo. To je ena stvar, a ne, percepcija nekoga z vsemi izkušnjami, ki jih ima nekdo, in lahko čisto drugače dojema nekaj in bi ga jaz osiromašila za avanturo. A ne, to sem se že tako naučila že prej, dostikrat, kot v vodništvu je tega mnogo, a ne. Drugič, te pa ne bi rada osiromašila za tudi mogoče kakšno slabšo izkušnjo, ki pa je del te poti, ki je del tega življenja. In mogoče potem, zdaj, ko se res z mislimi vračam nazaj, so bile prav te izkušnje nekaj najpomembnejšega, a ne. Tako da, zagotovo je treba vedeti tiste osnovne stvari. O pričakovanju pa tako. Nisva si veliko predstavljala, pač toliko sva bila že v Himalaji tokrat, da sva vedela, kako približno izgleda vse skupaj. Glede na čas, kratek čas, ko sva ga imela na razpolago za pripravo, se s tem res nisva ukvarjala. Ampak tam si se potem ukvarjal s tem, a ne. Kako je bilo pa takrat, tukaj bi pa bilo lahko drugače recimo, in začetni del, prvi mesec potovanja je bilo meni zanimivo, ker sva res natančno brala vodnik. Obstaja vodnik, ki po urah govori o tem, koliko potrebuješ za to, da greš neko razdaljo.
In pol, ke, je bilo drugače, je potem tisto razočaranje, če ni bilo tako, kot si pričakoval, pa je bilo slabše, ali pa tudi redkokdaj sicer tudi veselje, da je bilo malo manj, kot si pričakoval, a ne. In, počasi sva se naučila, da je pravzaprav čisto brez veze slediti nekim drugim, okvirno ja, Idejam seveda. in predstavam. Tiste točke pač imaš, ki jih moraš, ke veš, da jih boš tisti dan dosegel in tako. Potem se pa totalno prepustiti. Ker pričakovanja so dostikrat podlaga za slabo voljo, za nezadovoljstvo, ko pa in v drugi polovici najine poti sva pa dejansko lahko to prepustila, dnevu in je bilo bistveno boljše, no. Veliko več vidiš okrog sebe, kar naenkrat začneš res uživati tisto, kjer si. A se misliš, da se ljudje že tako preveč ukalupimo v neke predstave in jim pol sledimo in smo pol frustrirani, ker pač se stvari ne zgodijo tako? Glej, absolutno. Jaz, razmišljam zdaj še pa sploh potem, že prej, a ne, dosti, ampak da pričakovanja so ena pač neka osnovna pričakovanja, recimo zdaj pričakujemo božič in novoletne počitnice, seveda se tega veseliš pa to, ampak te detajlna pričakovanja, ko ne vem, tudi od drugih ne vem, kaj pričakuješ. V življenju zagrenijo toliko lepih trenutkov. In upam, da sem se tukaj v Nepalu res naučila, da bo teh pričakovanj vedno manj. Ker, ne, prej si omenila, kako v hiši, kjer sta se nastanila popoldne zvečer in so tam živeli tisto svoje življenje, zelo preprosto, ne, sploh iz naše perspektive, tam tudi še vedno živijo zelo v trenutku, ne. Tako je. Živijo iz danes na jutri, zdajle, ne. In to je pravzaprav tudi na zahodu že tako neka taka, skoraj mantra, ne, moramo živeti v trenutku, ampak vprašanje, če res to znamo, ne. Mislim, da je to treba kar ponotranjiti, no. Jaz imam tule iz tega iz teh zadnjih 3 mesecev izkušnjo, kako sem ob kakšnih težkih trenutkih, ke jih je bilo, na začetku zaradi tega alkohola je bilo kar nekaj zelo težkih trenutkov, lahko bi tudi končala takrat. Ampak bolj, ko sem sama poskušala reševati te situacije, a veš, z nekim strahom v ozadju, a veš, tako kot, pričakuješ nekaj, da se bo zgodilo ali pa da se ne bo zgodilo in tako naprej. Ugotovila sem, da enostavno moraš to zaupanje, jaz pač rečem v Boga, a ne, in da bo se vse dobro izteklo, brez fige v žepu, res prepustiti trenutku. Res. In na začetku sem prav ob teh težkih trenutkih pač čutila, kako sem načrtovala nekaj, ampak vedno z eno figo v žepu, s strahom v ozadju ali pa skrbmi v ozadju, a bo ali ne bo. In velja to tudi za alpinizem, pravzaprav za te plezalne vzpone in vse to, kar nosiš s sabo, a ne. Ta pot pa je omogočila, da sva se tega do neke mere rešila, res. Da enostavno res zaupaš. In pol prav, sem se že zalotila, da sem razmišljala, recimo zdaj, ke je bil od Anžeta otrok, je zbolel, ke sva prišla, je bil kar ubogi, a ne. Vem, da vedno v ozadju strah, a bo v redu, a ne. Seveda bo v redu, a ne, sem prav čutila, kako zdaj drugače zaupam. A pa misliš, da se ta, ne, neki življenjski optimizem, kar tudi to je, kar zdaj na neki način opisuješ, da je to stvar, ki je v človeku že od malega prirojena, privzgojena, ali se jo da tudi priučiti? Oziroma, kako se jo pridobi, če tega nimaš? Ker je pa zelo pomembna, ne. Ja, to je zelo pomembno. Jaz mislim, da je od tega odvisna kakovost življenja. A ne, kako živiš, in kako pač sprejemaš vse stvari. V življenju je pač veliko tudi takih stvari, ke jih mi pač dojemamo kot slabe in nam pač pokvarijo recimo določene trenutke. Jaz mislim, da sva zdaj že prišla pač malo na duhovno področje, no. Jaz tako razumem. To je pač, eno področje,
ki ga ljudje zelo različno sprejemamo, ampak zdaj toliko let nazaj, ke gledam, vidim, da me je prav to področje potegnilo ven iz, teh stvari, skrbi, strahov in tako naprej, ki po človeški plati nujno pridejo. Ker vsakič, ko prideš v stik z nečim, kar ti ni v redu, se to pojavi. Strah, skrb, pa kaj jaz vem, kaj bi še, nevoščljivost recimo in te stvari, ke se pojavljajo tudi v vsakdanjem življenju na vseh področjih. Ampak se mi zdi, da s to duhovno dimenzijo lahko tukaj, v bistvu ustaviš. So prisotne, ampak jim ne daš dihati, če lahko rečem tako zelo na kratko. Zdaj, kako, do tega priti, je pa verjetno ena rast, eno obdobje potrebno, proces, ja. Tako kot recimo pač misli, besede, dejanja, A veš, od tega je en čas potreben. Res je. Ampak tudi za ta neki proces, pa za to neko zrelost, saj jaz to tako doživljam, pa lahko, da se motim, da to pravzaprav ni, kot bi sebe vrgel v neko reko in potem te pač premetava, ampak se mi zdi, da je to neki aktiven tudi proces, kjer se moraš tudi ti zavestno za neke stvari odločati, Danes pa ne bom, ne vem, bom banalen, vzel v roke telefon ali pa gledal televizijo ali pa ne vem, karkoli, ampak bom naredil nekaj konkretnega, dobrega, nekaj zase, ali se bom šel pogovarjati, ali ne vem, recimo se bom ukvarjal s svojo duhovnostjo, karkoli, Se mi zdi, da je treba v življenju tudi za neke stvari narediti, da se potem premaknejo na višjo raven. A se strinjaš s tem, ali pa kako gledaš na to? Niti ne. Jaz mislim, da te naše odločitve, so sicer lahko zelo dobronamerne, ampak so dostikrat pol tudi neuspešne, ali pa jih ne izvedeš, pa si spet slabe volje. Jaz mislim, da se je pač treba prepustiti. Zdaj v nekih okvirih, ke jih živiš, v neki situaciji, v neki službi, kjer si, v neki aktivnosti, alpinizem, vodništvo, karkoli si, in prepustiti, da temu prepričanju, da je še nekaj zraven, kar te vodi zagotovo in varno nekam. In da pravzaprav marsikdaj mi s temi odločitvami, kaj bomo vse naredili, pravzaprav smo kot jez, ki se postavi reki, Ja. in se sploh ne more realizirati. Saj sem šla skozi tako obdobje, zelo dolgo, na žalost. In, vem, da, kadar sem si načrtovala neki tak dan ali pa tako, neke dejavnosti, je potem lahko moj dan čisto drugače izvenel. Čisto drugače. Z drugimi aktivnostmi ali pa tisto, kar sem si sama zadala, da opravim kakšno dobro delo tudi in tako naprej, ker mislimo, da je dobro delo, da se je mogoče sfižilo. Ja, to zagotovo. Je pa verjetno tudi kdaj kakšna stranpot, v bistvu neki test ali pa del procesa, da, bom rekel, zaideš, pa se potem ugotoviš, da si zašel, pa potem se zaveš, da moraš se obrniti in potem najdeš boljšo pot, ali kakorkoli. Seveda, seveda. Saj veš, če grem jaz, tukajle na intervju v Ljubljano, pa tam na križišču na Laborah zavijem desno za Škofjo Loko, pač ne bom prišla tja, kjer se želim. Ja, ja. Ampak tam so pa še vedno smerokazi, kje Ljubljana je, bom pa z zamudo prišla, ker tudi sem. Si pa že v štartu naredila eno primerjavo z Everestom. In Ja. mogoče samo po neki intenziteti celotnega procesa, recimo, če zdaj gledaš na tole, kar sta zdaj doživela, pa mogoče še prezgodaj, ker je še vse toliko sveže, pa verjetno tudi ne, ali pa mogoče, vajinega, tvojega Everesta, ki je že pač nekaj let nazaj, kako bi mogoče to primerjala? Ali pa še kakšno drugo izkušnjo, ki bi mogoče zate še bolj pomembna za neki tvoj, proces rasti in.
Jaz mislim, vsako življenjsko obdobje ima neko svojo specifiko, a ne. In, Everest in ti štirje osemtisočaki moji so bili v tistem najbolj zrelem obdobju mojega življenja, a ne. In k sreči je bilo to še vedno obdobje, ko še ni bilo komercialne, ponudbe teh osemtisočakov, kar je zdaj. Tako da, ja. Ne vem, tako težko mi je sploh primerjati, te stvari, zato ker so res odvisne od Ja, pa vseh saj teh zares je dejavnikov, a ne. vsaka zadeva je pravzaprav je enotna, unikum, ne. Je pa to recimo mogoče potrditev, ko prideš na Everest ali pa ne vem, ko se odločaš za odprave v tistem zrelem obdobju, da si na pravi poti, a ne, ker, na tisti poti, ki ti je namenjena in kjer je pravzaprav, možno, da pač tudi osebnostno rasteš, a ne. Ker, ne, saj tudi zelo, dobro sta popisala celotno izkušnjo Everesta pravzaprav v vajini knjigi, ne. In tako zelo tak en močen del se mi je zdel, ko na začetku Andrej opisuje, kako je on v bistvu z Everestom že opravil, ne. Zakaj bi zdaj jaz še enkrat hodil kaj, ne. Ja, ja, ja. In pol skozi že takrat tam odgovori in pol čez celo knjigo v bistvu opiše tudi, kako mu je pravzaprav to, kar vidva sta, ne, kot mož in žena in življenje, ke sta si ga skupaj ustvarila, pomembno in potem v bistvu to ni bilo več težko, ne. Ja. In to, da sta bila pol prvi zakonski par gor, je pač verjetno bilo neka postranska zadeva, ki ima pa na neki način tudi neki simboličen pomen, ne. In Ja, ja. Res, ja, to je bilo res zanimivo. Andrej res ni niti v sanjah mislil, da bi šel še enkrat na Everest, a ne. In ta ponudba od zamejcev iz Trsta, a ne, iz planinskega društva, je tako ali tako na začetku bil takoj odgovor ne, a ne. Ampak pol je pa sčasoma začel razmišljati, pač, da če bi pa oba šla, da bi bilo pa za njega to tudi super, a ne. In, to v bistvu pri njemu tudi najbolj cenim, da ni vedno gledal samo na sebe, a ne. Res je bil, v tem smislu je izjemen človek, tako ali tako v alpinizmu sploh, a ne, ampak tudi kot človek, kot mož in to, vedno je, bil zelo pozoren, da sem tudi jaz lahko kljub družini in njegovi številni odsotnosti lahko izpolnjevala svoje želje, a ne, ke jih je kar nekako slutil, a ne. In, glej, na isto goro greš ne vem kolikokrat. Recimo, ne mislim zdaj visoko gor, recimo, hišno goro Jošt, ke jo imamo nad krajem, ne vem, kolikokrat sva bila, že 5000-krat zagotovo. Ampak vsakič je malo drugače, a ne. In res je pomembno, a ne, jaz, če grem z vnuki, je zdaj zame to ena najlepša stvar, ke jo lahko tisti dan naredim, a ne. In tako verjetno je Andrej čutil takrat, ke se je odločil, da bo vprašal, če grem lahko še jaz zraven, a ne. In dejansko sva se imela res lepo. ker tako že navzven delujeta, pa tisti, ke vaju malce bolj poznamo, ne, vemo in vidimo, kako v bistvu imata neko tako življenjsko igrivost pravzaprav skozi, ne, saj jaz, odkar vaju poznam od 2004 naprej, sta takrat iz tega, stališča pravzaprav danes pravzaprav enaka, skozi sta, ne, kot par sta tako, ni videti, da bi imela kakšnih težav, pa verjetno jih tudi imata kdaj kje, ne, ali pa ne, ampak kako vama pravzaprav to uspeva? Mislim, da je, res ta odgovor je res v zaupanju, a ne. Od začetka, to pa res, jaz sem Andreju lahko čisto zaupala. Ko je on šel na odpravo, ne vem, že ko je šel na prvo odpravo na Gaša Brumena, je pač, sva bila fant in punca takrat, a ne, to je zdaj malo drugače od zdajšnjih časih, to midva res govoriva o preseku 50 let, a ne. Ja. In tudi kasneje, jaz sem njemu popolnoma lahko zaupala in on meni.
da bova ostala zvesta en drugemu, da bova pač skrbela tam, kjerkoli kdo je, za tisto, kar počne. Pa zaupala sva seveda takrat še nezavedno mogoče tudi Bogu, da bo držal roko nad vsem. Res. Zdaj malo bolj zavedno, takrat pa še tako. In se mi zdi, da je to sploh podlaga, temelj, a ne. Potem pa še odpuščanje, no. Ali pa, a veš, odpuščanje, oprostitev, a veš, ke seveda se midva skregava še marsikdaj. Čeprav zdaj malo manj, no, zdaj v teh letih je tega vseeno manj, ampak prej, ko je bilo pač marsikaj v zvezi z otroki, pa z problemi finančni in taki in drugačni, različna stališča, seveda sva bila na različnih bregovih, ampak sva bila pa sposobna potem reči: "Okej, glej, jaz malo kasneje, Andrej tako ali tako prej." Tega človeka je sploh težko zezati. Jaz se včasih res trudim, pa ne gre. Ja, saj vidiš, to zdaj, če pomislim tudi, no, seveda ga jaz vidim veliko manj kot ti, ampak ga tudi nisem videl. Mogoče rahlo razburjenega, ampak da bi pa kolerični izpad imel, pa ne. Ne. On toliko dolgo razmišlja, kakšne stvari, in mene to seveda kot žensko najbolj jezi, a ne. Jaz hočem takoj odgovor, daj, rešiva situacijo, a bova kupila tale komplet ali ga ne bova. V tem smislu je res tak človek s premislekom, no, bom rekla. Ampak, glej, saj mogoče je pa prav to, da se nasprotja privlačijo tudi do neke mere, a ne. Pa privlačijo, pa verjetno dopolnjujejo, ne. Saj tudi, Dopolnjujejo, no, to si pa zdaj dober izraz uporabil. ker bi rekla. zares se, ne, popolnosti tako ni, ne. Vsaj na ravni človeštva, ne. Ne, ja. In ko če se dva najdeta in se potem lahko zavedno potem ali pa nezavedno dopolnjujeta tam, ke nekomu kdaj zmanjkuje, ne, to je res velika Pa mislim, dodana da je vrednost. tudi, veš, da dovoliš eden drugemu, da izpolnjuje svoje res te najbolj, bom rekla, globoke želje, a ne. Pa intimne, Jaz, ne. ja, ne, pa tudi to, recimo, a veš, meni ni bilo lahko biti doma, ker Andrej je šel na odpravo vsako leto, če pa slučajno ni šel vsako leto, je šel pa naslednje leto dvakrat, a ne. In to v času, ko sva pač imela družino, majhne otroke in to, ni bilo ravno lahko biti doma z vsem tem in tudi z mislijo, kaj se tam dogaja v Himalaji, a ne. Ampak jaz si ne znam predstavljati, da Andrej tega ne bi delal, recimo. Zaradi tega, ker je to del njegove biti. In če bi mu to preprečila, ali pa bi ne vem, zahtevala, neumen izraz, ampak, a veš, da bi enostavno rekla: "Ne, zdaj pa letos pa ni šans, imamo to v planu, gremo na Kalimnos," ke ga takrat še ni bilo. No, v glavnem. Ja, bi bil to drug človek in potem, kaj bi imela od tega človeka, ne. In obratno, Andrej je prepoznal, da je kvaliteta življenja, ali pa ima to tudi v sebi, da je videl prvič to moje veselje do plezanja, pa tudi prve začetne odprave, ke so bile, možnost, da nadaljujem, in me je vedno pri tem podpiral. In tudi po otrocih, a ne, nikoli ni rekel: "Glej, zdaj pa najboljše, da ostaneš doma, da je mir v hiši in da je vse urejeno." Nasprotno, res, tiste prve nove korake vsakič znova v stene in to, ke niso bili čisto lahki, a ne, po teh dogodkih, mi je zelo podprl. A veš, da saj verjetno ne boš huda, bom eno prigodo povedal in mogoče celo neko modrost, ke sem se jo naučil pred jesenjo 2005 pri vas, ke sem takrat dosti pri vas visel doma, ne. In je bil, enkrat smo imeli pogovor za vašo mizo v kuhinji in si tako na pol v šali ti Andreju rekla: pa ti bi mogel, ne vem, živeti tako pa tako, da bi lahko samo na odprave hodil, ne." Pa se je Andrej tako zasmejal pa je rekel: "Ja, ampak jaz rabim tebe in družino, ker zares je to ena glavnih moči, ki mene, bom rekel, nekako prizemljuje in tudi v najtežjih momentih, ne, je to neki glas, kompas, ali kako hočem reči, ki me pol usmerja, da se tudi vračam, dobivam moč in tako naprej." Ne, in to se mi zdi, da dostikrat alpinisti
pravzaprav rabimo to neko trdno in močno domače okolje. Ja, eno fiksno točko, a ne, neko stabilno točko, ker alpinizem je v svoji biti res neprestana avantura in vedno nova avantura. Ni, a ne, gotovost je v tem, da plezaš, to je to, ampak vse ostalo je pa taki cilji, drugi cilji, tretji cilji, tam na tem koncu sveta, na drugem koncu sveta in ta, jaz bi rekla temu kar sidrišče, a veš, da imaš nekaj doma, lahko, meni je pač, nama je družina res pomembna in zdaj pri teh letih, ko pač gledava nazaj in ko se zbere družina, pa to pa, mislim, ne vem, če bi zdajle mogla se odločati, ali pustiš za nazaj alpinizem ali družino, ne vem, če bi se odločila za alpinizem. A ne? Ker te napolnjuje tudi potem v letih, ki so še vedno dolga. A ne? To upokojensko obdobje, ki ga zdaj začenjava, je, ne vem sicer, kje bo, kdaj se bo zaključilo, ampak to lahko traja 30 let, to je 1/3 življenja. A ne? In 1/3 življenja brez kvalitetnega okolja, ne vem. No, pa sej na koncu dneva vsi rečemo, da je pravzaprav družina najpomembnejša. Ja, no, sej, lej. Tako, saj tiho, nekje globoko tam, tudi če smo sami s sabo, pa tudi če ne upamo včasih na glas Ja. priznati, ne. Ja. No, zdaj, jaz sem s temi stvarmi kar že zelo razčistila, kaj je tisto, kar je sploh pomembno, tako da priznanje in pač neko okolica, kako vidi tebe, je pravzaprav z leti nepomembno. Ja, Ali pa manj pomembno, no, tako. tako, ne, ker kot mladi se s tem še obremenjujemo, ne. Ja, pa mislim, da je prav, da se. Ker to prinese pa po svoje tudi napredek. Saj to je tisto, a ne, da živiš to dosti dolgo, da do tega ugotovitve prideš, a ne. Mora biti mladostno obdobje polno, lahko rečem tudi, ne vem, izraz aktivnosti, mogoče tudi tekmovalnosti ali karkoli, Ja. kar voz požene naprej. Ampak če to ostane čisto do konca, a ne, pa ne vem, če je še tako dobro. Verjetno res ni, ne. Je pa to stvar, tako kot si je tudi že rekla, stvar posameznika, ki mora to sam pravzaprav sprocesirati, ne. Absolutno. No, to je pa tisto, kar si prej pri enem vprašanju rekel, a se s tem rodiš ali mislim, a je to pač posledica karakterja, značaja ali karkoli pač. To je pa pol zdaj že, a ne, osebna pot. Ja. Je pa res, da mogoče je kakšnim bilo, nam rekel, več dano, ne, ampak mogoče so šli skozi neke družinske okoliščine v primarni družini, mogoče majčkeno bolj mile kot nekateri drugi in potem morajo kakšni, ali pa moramo nekateri iti skozi, bom rekel, malo težavnejše obdobje, da pridemo do nekih poti, ne. Saj jaz ne mislim, da je moj primer edini in veličasten in možen. Daleč od tega, a ne. So življenjske zgodbe ljudi, ki sploh družine nimajo in so izjemne. Ja. A ne. Res, to zdaj ne mislim. Bom pa tako rajši rekla, no, če izstopam iz svojega konkretnega življenja in teh, ke je družina pomembna, ampak odnosi, no, odnosi so tisto, kar res je pomembno, no, in odnos do ljudi in tudi do okolja in vsega, kjer si. Se mi zdi, da vse življenjske zgodbe imajo eno svojo pot in Ampak mogoče se tudi ne boš strinjala z mano, ampak jaz tudi mislim, da na odnosih je tudi treba delati in to veliko. Ne, lahko ne bom spet iste primerjave dal, ampak včasih bi človek rajši šel, ne vem, banalen primer, jaz bi šel rajši v Osp, ne, Maja recimo, ne, konkretno bi šla rajši v hribe, ne, in ker sem si jaz namislil, ne, kaj bi jaz pol mogoče sforsiram, ampak če pomislim, ne, mogoče tudi s kakšnega drugega stališča, ne, če bi jaz skozi to počel, pa nikoli poslušal drugega, ne, Maje konkretno, verjetno to ne bi bilo okej, ne, za odnos. Ja. Ja, se strinjam s tem, seveda. Marsikdaj je
potrebno odrekanje ali pa prilagajanje, absolutno. Zdaj, ta izraz, da moraš delati za odnos, je meni malo neugoden, no, ker delati ponavadi, si misliš tisto fizično delo, a veš, da kompletno za skalo primaš pa plezaš naprej, ampak mogoče me to malo moti, ampak ja, odnos zahteva, v bistvu zelo zrelega človeka, no, če hočeš, da so dobri, da a ne, mislim, ja. Da ta pravi čas ugotoviš ali pa, se odločiš za tisto, kar sam hočeš, kot si primer povedal, in obratno, ja, absolutno. Odnosi so stvar, so živi. To je živa dejavnost, to ni nekaj, da se, ne vem, ke si star 20 let, boš rekel, zdaj bom imel pa take odnose in nič drugačne, a ne. Jih imam in ni treba nič narediti z njimi, ne. Kje pa, vsak dan znova se je treba odločiti. No, ampak saj pravzaprav je z vsemi stvarmi tako, ne. Saj tudi neka službena pot, se vedno spreminja, nenehno se je treba spreminjati, prilagajati, ne. Danes nekaj je lahko zelo in ali pa na poklicnem področju, mogoče podjetniškem, ti veliko prenaša, že čez 2 leti se nekaj spremeni, je vse na glavo in se je treba spet prilagajati, ne. Seveda, to je absolutno, ampak mislim pa, da morajo biti pa ene temeljne usmeritve v življenju, ke se jih držiš. Torej tisto zaupanje ali pa te stvari, mislim, te vrednote, ki jih nosiš v sebi, se mi zdi, da so pa stalne, a ne. Vse ostalo se pa tako ali tako zares spreminja in prilagaja. A pa so te vrednote recimo, če pogledava glede na to, da sva alpinista, plezalca ali pa vsaj gornika, ne, se pravi nekdo, ki zahajava tako ali drugače v gore, tudi kaj povezane z gorami, oziroma bom drugače vprašal, a gore lahko, ne, to, da mi hodimo v gore in tam doživljamo vse to, kar doživljamo, lahko tudi kaj vpliva na te naše vrednote, nam jih izistruje, kali mogoče, prikazuje, nas opominja na te vrednote. Ker v končni fazi te vrednote so res nekaj pomembnejšega. Jaz mislim, da gore zelo spreminjajo ljudi, če hočejo. Če se pustijo. Mislim, Spreminjati, ja, ljudje. Ja, človek, ke gre v gore, od njega je odvisno, koliko bojo gore mu dale, a ne. Če je recimo, ampak jaz mislim, da nihče ne more čisto nevtralen ostati ob nekem čudovitem prizoru, ke ga v gorah doživiš, ker, tista, toplota, a veš, pa tisto čudenje, pa to mora odpreti srce. Jaz mislim, da takrat se pravzaprav pol začne človek v sebi spreminjati, a ne, ke začne, priznavati, da se mu dogajajo taka občutja, ki jih v dolini ne more doživeti, a ne. Ali pa jih tudi lahko, da ne bi krivico delala tistim, ki ne zahajajo v gore. Zdi se mi, da te občutke lahko doživiš tudi recimo ob enem čudovitem koncertu ali pa ob neki dejavnosti umetniški, ali pa, a veš, ali pa ob branju neke knjige, ke izgubiš sam sebe, ke se znajdeš tam v tistem prostoru, kjer knjiga opisuje. In da to so trenutki, ampak mogoče je prav narava tista, ke najbolj učinkovito lahko, deluje na notranjost, a ne. Pol pa tudi dogodki, ke se ti zgodijo v hribih, a ne, tudi neljubi dogodki in tako naprej. Takrat se pa začneš spraševati, če bi pa zdajle se tole zgodilo, pa mene ne bi bilo več, a ne. A veš, moj zdrs na Davlagirju recimo takrat, takrat se že zamisliš, a je to vse, kar je od življenja, a ne, ke če bi se resnično vse realiziralo. In, pol se začneš pač, spraševati o bistvenih stvareh, in pol pa tisto začneš ceniti, ne. Kaj bo do teh bistvenih stvari, torej do dobrih odnosov, če sva spet na koncu, a ne, pripeljalo. Je pa tako, če ti je podlaga za hojo v hribe res samo neki športni dosežek. Ali pa užitek, ne. Ali pa samo užitek, pa to pa ni nujno, da boš to doživel, pol ti pa gora res ne more nič dati. To se strinjam, sem pa tudi že jaz opazil pri mnogih gornikih, pa seveda spet, ker sem iz teh alpinističnih voda, da zaradi intenzitete dogajanja, ne, v gorah, to, kar si tudi zdaj opisovala,
recimo, ali pa zaradi tega, kar vse smo se ali pa so se mnogi naučili v gorah pri sebi, ne, ker v končni fazi vse gore so samo kot nek medij, neko okolje, ne, vse je v človeku na koncu, Tako je, ne. točno to. In se mi zdi, da je marsikdo šel skozi neko tako, bom zelo banalno rekel, fajn preizkušnjo življenjsko, ne. Si šel skozi neke procese, o katerih pravzaprav zdaj že dalj časa govoriva, ne, ki so pomembni za neka spoznanja in tako naprej, ne. Ne vsi, ne vedno, različno seveda, ampak a si tudi ti kaj takega opazila Ja, pri sem. ljudeh, ne samo pri sebi? Ja, seveda, saj se srečuješ z ljudmi, ke pogosto greš z njimi v gore in tako in vidiš spremembe, absolutno. Jaz bi pa rada samo še to rekla, da te spremembe pa te, ko začneš na kakšne stvari tudi v dolini potem drugače gledati, to ni neki tak zelo zaveden proces. Ja. Ne rečeš: "Okej, zdaj sem pa prišel iz tele stene in zdaj bom pa razmišljal, kaj je to meni." Zdaj karikiram, no. A veš, da bi zavestno rekel: "Zdaj se bom pa odločil, kaj mi to pomeni, pa kaj mi Ja, to ja. prinese." To so procesi, ki se dogajajo nezavedno nekje in se sam sploh pravzaprav ne zavedaš, da se spreminjaš. Mogoče bo se, ne. okolica prej to spoznala. Ja. In to se mi zdi tako primerjalno, mislim, da sem celo v svoji knjigi to napisala, da je to tako, ko imaš otroka in tebi se zdi ves čas enak. Ko pa pride nekdo po 3 mesecih, zdaj, ko sem prišla domov po 3 mesecih, ko sem videla Vida, vnuka, 2 leti pa pol. To je bil drug človek. A ne, tako se mi zdi, da se tudi z ljudmi dogaja, da se pravzaprav spreminjajo ponavadi na dobro, v boljšo smer in to ljudje opazijo. In mogoče je tudi zaradi tega obisk gora toliko večji, sploh zdaj po koroni, obdobju korone, ko so ljudje pač obiskovali te višje dele, ki jih prej niso, in se sploh ne zavedajo, da tega kaj se v njih dogaja mogoče, a ne. In hlepijo vedno ponovitvah, a ne. Kar pa za sabo seveda potegne pa druge probleme, množičnosti in varnosti in tako naprej. Ampak verjetno je prav, ne, da to ljudje počnejo. Kakorkoli, kljub tem, bom rekel, posvetnim problemom, ne, pri množičnosti, obremenjevanja okolja in tako naprej. Ja, to sem se jaz tudi zdaj zadnje čase, mogoče tudi tukaj v Nepalu, spraševala, ke je toliko še neturističnih krajev, a ne. In se dogaja tudi v Nepalu zdaj strašna reklama za čim več obiskovalcev pa tako. To smo mi delali. Če bi gledali, ne vem, 20, 30 let nazaj, koliko je bilo vabil, ljudje, dajte se aktivirati, pojdite v naravo, živite z naravo in tako naprej. A ne. Edino, kar mogoče pri teh stvareh je pomanjkanje, je to, da vzporedno z številčno večjim obiskom ne raste tudi infrastruktura oziroma vse tisto, kar bi zaščitilo vzporedno s tem okolje, pritiske na koče ali karkoli, ali pa na gore tudi, da bi pravzaprav ne prišlo do teh kolapsov, ke zdaj prihaja. Ker bi se to dalo, a ne. Ampak ponavadi se človek zave, saj to je tudi v osebnem življenju, a ne. Ko prideš do roba, takrat se zaveš, da je treba nekaj narediti. Ja. Ampak takrat je to že problem, a ne. Ja, ne, banalen problem, preveč sem treniral, zdaj me pa komolec boli, ne. Evo, Zdaj pa Miha. delam vaje, ne. Ja, pa Prej kolikokrat se ti je nisem. to že zgodilo, pa ponavljaš Ja, napako. Isto kot zdaj jaz. moram pa priznati, ne, da enega faktorja nisem upošteval še, ne, zdaj ga pa začenjam upoštevati in to je pa faktor let, ne. Ja. Ne, včasih to ni bil problem, ne, vse ostalo sem šel skozi neki proces, tega pa še nisem vkorporiral v moj software, ne, od zdaj naprej ga bom, ampak eto, spet še ena izkušnja. Ja, samo veš, vidiš, ko imava skozi samo, a ne, pa vejico pa nekaj drugega. Ja, Glej, če bi midva upoštevala najina leta, midva sta starostnika uradno, ja. ne bi šla v Nepal na GHT. A veš? Vprašanje. Jaz opažam, da
glede na leta, koliko si star, vseeno nikoli nimaš zares tega občutka, da si toliko star. To se strinjam, ja. Kar je do neke mere dobro, ker potem se lotevaš tudi stvari, ki si jih sicer ne bi, pa se še lahko. Ja, drži. Se pa strinjam s tabo, da je pa tisto spodnjo mejo pa vseeno treba upoštevati. Ja, bolj je to, da se treba majčkeno bolj premišljeno, bi se rekel, Ja. stvari lotevati. Ne, je pa spet, ne, veliko si že omenjala strahu, ne. Strah ni za nič dobrega, ne. Ta paničen strah, saj strah, ki nas dela biti bolj razsodne, to alpinisti dobro poznajo. Ja, ne. to je ta tesnoba, a ne, ker je tista čist. Ja, ali pa recimo jaz ločim ta strah nek paničen, ker Ja. te iz racionalnosti vodi ven, Ja. ali pa strah, ki te pa dela bolj racionalnega, ne. Alpinisti to rabimo, ne. Sicer bi padali zelo hitro iz tem dol. Ja, absolutno. Sploh ne vem, po mojem bi se midva mogla zmisliti en drug izraz za ta drugi strah, a veš, tisti, ki je koristen, a ne. Ja, Ker strahov, Zanimivo, tistih nekoristnih je vedno več. Vse mečemo na nek način v isti koš, a ne, pa poimenujemo isto in potem ljudje, ki se ne ukvarjajo z alpinizmom, recimo, ker sva pač ravno v tem, a ne, težko razumejo, kaj pa je zdaj ta strah, a ne. ja. A ne. Pa sami ga mogoče doživljajo na službenem področju ali pa na kakšnem drugem. No, seveda, ne, sej. Vsega vsak. Je pa res, da kako so včasih rekli, ne, da strah je votu navznoter, ne, navzunga pa nič ni, Je ne. tako. Dostikrat je samo neka Ne, v progo iluzija. na noter ga pa nič Tako, nima. tako, ja. Ena misel se mi je še prej utrnila, pa bi te mogoče vprašal tudi za tvoj pogled, ne. Se mi zdi, da gorništvo ali pa kakršnokoli udejstvovanje v gorah, recimo, ne, od alpinizma do čist, bom rekel, nekega planinstva po sredogorju ali kakorkoli, ne. Zdaj zlasti pa ta del gorništva, ki je lahko tudi nevaren, ne. To pa alpinizem po definiciji, pa pravzaprav tudi hoja na Triglav je lahko nevarna, če se ne lotiš na prav način, ne. Nekega alpinizma ne moreš priporočati nekomu, ne. Daj pojdi se z alpinizmom ukvarjati, zato da bo šel skozi neko življenjsko pot in ti bo pol. Se mi zdi, da ta klic more priti iz človeka od znotraj, ne. In če pride, potem je lahko to dobra šola. Ja, zdaj si že povedal moj odgovor. No. Jaz mislim, da je to pač dejavnost, ki je nevarna, ki ima pasti, a ne, in da res mora iz tebe priti, no. Kot neka velika želja, pa tiste osnovne sposobnosti moraš tudi imeti, no. A veš, koordinacijo Ja. pa gibanje v skali, da je to najbolj srečna podlaga za to, da dosežeš starost. Ker se mi pa zdi, da tako kot povsod v vseh poklicih ali dejavnostih se najdejo ljudje, ki mogoče bi bilo boljše, da bi opravljali kaj drugega. Tako je tudi v alpinizmu. Ampak tukaj je pač cena lahko tudi zelo visoka. Ja, na žalost to drži. In zdaj, če se je nekdo iskreno odločil, da bo nekaj počel, bo mogoče potem nekdo, ki je ostal za nekom, če se zgodi tisto najhujše, mogoče tudi lažje v smislu oziroma lažje se soočil z nekim, recimo, težkim dogodkom, najtežjim pravzaprav smrtjo, ne, ki na žalost je pa tudi del našega življenja Ja. nasploh. Na žalost pri alpinizmu mogoče še za tenk bližje, ne. Ja, ta moja izkušnja s smrtjo sestre, a ne, v gorah je bila res tista najtežja stvar, mislim, dogodek, ki se je zgodil, če lahko temu sploh tako rečem, dogodek, ki se mi je v življenju zgodil. To je bila zagotovo ena taka huda stvar. In recimo doživljanje tega v moji 10-članski družini, posameznika, je bilo seveda različno. Jaz kot alpinistka takrat, midve sva bile tudi že na odpravi v Andih skupaj takrat, sem zagotovo to doživljala čisto drugače, a ne. Mogoče z večjim razumevanjem, da se to lahko zgodi, a ne. Kot ostali, ki se z alpinizmom niso, no, Tone se pač je, a ne, ampak Tone je tvoj starejši brat, a ne, ki je plezal že pred vama, ne. Tone Perčič, ja, Ja. sem se prej pisala, on je bil soplezalec Nejca. Ja. Ja.
On je zelo dober plezal in tako, ampak je potem prenehal s tem pač in, mogoče je on še malo drugače razumel, ostali pa so dosti težje sprejeli. Ja. A si mogoče kdaj čutila kakšen občutek krivde, pa ne direktne, ne, recimo mnogokrat slišim koga, ki je bil recimo soplezalec nekoga, ki je imel neko nesrečo, pa niti ni nujno, da se je zgodilo tisto najhujše, ne, ampak, ne, moja ideja je bila: "Joj, zakaj sva šla, če pa ne bi šla, pa to se zdaj ne bi zgodilo." Ne. Tega pa res nisem nikoli občutila. Čeprav tisto, kar sem se takrat bala, je bilo, da bi znotraj družine in naju prišlo do, preloma ali težav, a ne. Ker, Barbara je bila 10. otrok v družini, najmlajša. Najmlajša. Midva sva bila 1 leto poročena, pa 1 mesec je bila stara Katarina, pa živela sva doma. Torej situacija je bila tako kompleksna, a ne, in iz te družine je bil iztrgan otrok z mojim možem, a ne. To je bilo takrat, v bistvu v meni največ strahu, kako bodo moji bratje in sestre in tako sprejeli in ali bodo oni mogoče razmišljali o krivdi, a ne. Andreja ali mene ali kogarkoli, ker bi sigurno zagotovo vplivalo tudi potem na najine odnose, a ne. Ja, ja. In to se ni zgodilo, a ne. To se ni zgodilo, moja mama je izjemno odreagirala ob tem, strašno, v strašnih bolečinah je bila takrat, ampak Andreja je sprejela kot svojega in nikoli res ni bilo nobenega očitka z nobene strani. In to je, takrat sva se naučila, no, kako ljudje odpuščajo oziroma kako sprejemajo hude stvari. Ker to ni mogoče čisto samo po sebi pomembno, ne, ker marsikje se mi zdi, da pa so stvari mogoče tudi bile kako drugačne. In potem v ljudeh, ki ostanejo, pa bodisi ta krivda je sicer, če ni nekaj kazensko jasna, ne, če ni namerna, ne, kar v alpinizmu nikoli, ne, ali pa v večini primerov, je lahko stvar, ki potem tiste, ki ostanejo, zelo bremeni, ne, in mogoče celo, če pretiravam, uniči življenje, ne, ali pa tudi, če ne pretiravam, ne. Absolutno, tule ni nobenega pretiravanja, to se lahko zgodi in to je tisto, kar, in jaz sem takrat mamo občudovala in vem, da je črpala iz vere pač vso to, ves ta pogum in, to odpuščanje in vse to in mislim, to je bil za nas tak življenjski primer življenja, no, tako. Ker se mi pa zdi, da tako, ne, smrt je pravzaprav del življenja, ne. Sicer bi vsi radi imeli jo čim kasneje ali kakorkoli, ampak je pa del življenja in nekoč jo bo treba sprejeti, ne. Ja. Mogoče, če zboliš in nimaš, ne, če ne greš v trenutku, imaš mogoče celo čas, da se z njo soočiš, ali kako hočem reči, ne. Sicer greš, ampak sprejeti jo je pa treba tudi, za naše najbližje, ne. Za tiste, ki ostanemo še potem, ko nekdo gre. Ja, res. Moram reči, da zdaj pa tudi tukaj v Nepalu, sploh ko smo prišli v te res revne področja, ke se ti zdi življenje brezizhodno že v času otroštva, ne samo v mojih letih, torej zdaj v tem obdobju, da večkrat pomislim na smrt, res. In ne čutim kakšnega zelo velikega strahu. Ker pač zaupam, da je potem še več. In zato lahko tudi potem te dneve spet še vedno znova imam polne, no. Ke ni te bremze, kaj pa bo, kaj pa če ne bo in tako naprej, in to me osvobaja. A pa misliš, da mogoče tudi za ljudi, ki niso verni, da se te smrti bojijo, ne zaradi tega, ker ker verjamejo ali pa ne verjamejo, da je karkoli po smrti, ne, ampak se mogoče bojijo,
ali pa se celo zavedajo, zavestno ali nezavestno, da pravzaprav danes tukaj nekje na poti do točke, kolikor še imajo, niso čisto srečni in doživljajo neko frustracijo in mogoče iz tega izhaja nek strah spet, o katerem sva že kar nekaj Sva že rekla. danes veliko govorila, ja. Ne vem, težko rečem, no, to je pač področje, ki je Zelo osebno verjetno. zelo osebno, ja. Se mi zdi, da res čisto vsak posameznik na smrt gleda ali pa mogoče sploh ne gleda, se s tem sploh ne ukvarja. Zdi se mi, no, da kasneje v tem življenjskem obdobju vseeno pridejo te misli dosti bolj pogosto. Mogoče se človek bolj ukvarja s tem, kako bo umrl, a ne? Ker pač zaključek pride, to vsi vemo, ampak kakšen? Recimo, vedno sem tako, še prej, ko sem bila mlajša in mi ta misel na smrt ni bila glih ravno vsakodnevno, Ja. tudi zdaj ni, no, da ne bi zdaj narobe seveda. razumela, ampak ob situacijah, ki so se zgodile, recimo v Nepalu, pa to mi pride na misel. Andrejev oče je vedno rekel: jaz bi rad na hitro umrl, tako. Na hitro, da ne bo treba skrbeti za mene v starostnem obdobju in tako naprej, da bi bil konec čim hitrejši. Bil je čebelar, živel je res kvalitetno iz dneva v dan, ampak v zadnjih letih je to res velikokrat rekel. In njega je kap zadela. V 3 dneh je bilo njegovega življenja konec, od takrat, ko je še pri čebelah delal, pa do tega, da je zaključil. Če lahko povem, takrat, ko sem bil res veliko pri vas, Ja. sem tudi njega velikokrat srečal in on je tudi izžareval neko tako mirnost v sebi, pa se nekaj dosti ukvarjal s tem, da mogoče kaj nima ali kaj bo. Tako, njemu so- Rad se je pohecal, Ja. vedno je povedal kakšen štos, prigodo in tako. Ja. Ja, njemu so življenje izpolnile čebele, Andreju izpolnjuje življenje alpinizem, meni tudi, poleg družine seveda in vsega, kar je zraven. Se mi zdi, da je mogoče res, tako kot si rekel, da ko prideš do točke in pogledaš nazaj in si lahko rečeš, dobro je bilo. Ali pa mogoče ta pričakovanja, s katerimi sva začela, a ne, so spet problem. Če niso bila izpolnjena, nisi zadovoljen, a ne. Ja. Razen, če si ne daš nekih, ali pa če si ne postaviš previsokih pričakovanj, ali pa preveč zahtevnih. Mogoče, a si kdaj tako razmišljala? Tudi, ja. Čeprav zate bo kdo verjetno rekel, joj, pa saj si bila po 8 tisočakih, ne vem kaj vse si splezala, saj to so visoka pričakovanja, ne. Ampak verjetno za tebe bi bila visoka pričakovanja, ne vem, bom rekel, nova smer na vsak 8 tisočak, mogoče, ne vem, ali pa vseh 14, ali pa 2x vseh 14, zdaj že pretiravam, ne. Ja. Ne, drugače jaz res nisem imela takih pričakovanj, no. V bistvu so te, ni bil recimo v alpinizmu moj namen, ko sem začela plezati leta 75, jaz pa želim priti na Everest. Meni se zdi, in da ima tudi Andrej zelo podoben stil, da so prišli cilji nasprotno. Ni bilo tako zelo veliko pričakovanj. Jaz recimo sem zdaj, ko sem brala to knjigo o 8 ženske na 8 tisočakih, a ne, ki je zbrana vse, ki so vse podatki. Jaz sem šele zdaj ugotovila, da smo leta 90, ko sem bila na Everestu, smo imeli mi dovoljenje tudi za lodce in da do takrat še nobena ženska ni bila na lodceju. Ni bila. In jaz tega nisem vedela, sploh. A ne, mislim, da to pove nekaj o tem mojih podlagah ali pa mojemu temelju, zakaj hodimo v alpinizem, a ne. Mislim, hodimo v gore. Sem pa samo za en tak intermezzo statističen, 13. ženska, kadarkoli si bila na vrhu, pa 3. Evropejka. Ja. A veš, da 13. Številka 13 je, zdaj govorim spet, se sva res z Andrejem že kot ena oseba, najina srečna številka. Super. Res. Ker to, kar si ti povedal, potem Andrej je 13. maja prišel na vrh, a ne? In 13. oktobra istega leta sva se poročila. In še en kup 13, ki se je zgodilo vmes in vedno je bilo nekaj dobrega. A pa daješ temu kakšen večji
pomen ali to čisto neko tako naključje? Ne vem. Mislim, 13 mi je pač zdaj ljuba številka in recimo, ko sva šla midva, ko sva začela to Great Himalayan Trail delati, a ne, smo 13 odleteli iz Katmanduja, se je začela, ne. In sva se to zavedala šele pol en dan, ko sva začela dnevnik pisati, pa kaj, kje dan sva že na poti, daj povej, a veš tako, 13, super, dobro bo šlo, a veš tako, tiste. Zdaj, če tako nazaj pogledaš vso to svojo prehojeno pot, pa preplezano pot po vseh gorah, mogoče pa če pustiva ob strani te, bom rekel, težje trenutke, enega si prejle opisala, kaj bi mogoče rekla, da je bilo nekaj, ali pa kje si zaznala, da si ugotovila, da bojo gore v taki in drugačni obliki pač tvoja pot. Zdaj, verjetno pri tebi je seveda povezan to veliko z Andrejem, ne? Sploh verjetno, ko sta bila enkrat skupaj. Ali pa če sta to skupaj ugotovila. No, meni je bilo jasno, da bodo gore v mojem življenju izjemno pomembne, že takrat, ko sem z Andrejem začela hoditi. Ker takrat je pač Andrej že z Nejcem šel na ta prvi 8000 in vse, kar sva takrat delala in kar tisto življenje z njim, že pred poroko in potem tudi prva leta po poroki je bilo meni že takrat čisto jasno, da bodo gore v mojem življenju verjetno osrednji, ne vem, kako naj rečem, osrednja figura. In se mi zdi tako fino, da je tako bilo, da je bil Andrej že vrhunski alpinist v tistem času, ko sva midva začela pač. Ker se mi je zdelo to samo po sebi umevno. In sem ga tako sprejela. A ne? In nikoli nisem razmišljala, saj zdajle sva fant pa punca, ke se bova pa poročila, pa je že naredila svoje, da bo drugače. A ne, tega res nikoli nisem razmišljala, no. Ko pa je takrat, ko pa je bil razpis leta 86 za Broadpeak, je bil v Sloveniji razpis za naveze. To ni bila taka odprava, da bi se prijavljali tako kot člani, pa da bi bil tak izbor potem, a ne, ampak kot naveze. In takrat, ko je Andrej predlagal, če greva skupaj, takrat sem pa videla, da imam človeka, ki mi bo pa omogočil, da kljub vsemu, a ne, lahko nadaljujem to svojo pot, no. In vem, ne, in tudi velikokrat si povedala, ne, tudi takole ob takihle priložnostih, koliko si hvaležna za to, ne. Seveda sem hvaležna, glej, ampak je tudi on lahko hvaležen meni, a ne. Absolutno. Vsaka stvar ima vsaka medalja ima dve plati, a ne. Ker jaz sem prepričana, da to, kot je Andrej meni dal, a ne, pač da je recimo omogočil oziroma da me je vzpodbujal, daj, pa ne boš zdaj tule po dojenju in rojstvu otroka, to pa bo šlo v hribe, a ne. A veš, in na začetku, saj, glej, pa je treba to, pa je treba ono, pa v službi imam te za narediti in tako, a veš, to so to so realne življenjske zadeve, a ne. In marsikateri moški bi rekel, saj res, glej, kar doma ostani, jaz sem tako zmenjen z Mihom, ne, da greva nekam plezat. Najlažja pot. Daj mi povej, ke si glih omenila odpravo 86. v Pakistanu, ne. To je bila kar številčna odprava, ti si bila pa edina ženska tam. A si kaj čutila to moško energijo, ki je absolutno v vaši ekipi prevladovala? Ta je pa bila ekipa, ja. To so bili pa res vrhunski vsi. Ne, ker kaj s tem jaz, pač sprejmem to, kar je. In se mi zdi tako normalno. No, ali pa ni bilo nič, ne vem. Šovinizma, ali kaj Ja, ali misliš? pa tako, čisto kar, ja, recimo, ali pa. Ne, pač pa sem v deželi, v Pakistanu, pač s strani nosačev, ja. To pa je bilo. Res? Ženska na odpravi, to
To je bilo pa kar, neprijetno, no. Tudi vem, da ko sem šla enkrat, zbudit kuharja našega, zjutraj, ker bi ob 4 zjutraj moralo biti, že vse pripravljeno za odhod zaradi nevarnosti plazov, in je še spal, sem ga šla zbudit in je hotel iti v dolino, ker ženska ga pa ne bo zbujala. Zanimivo. Ja, tule je bilo veliko več. Ne, med fanti sem se jaz čisto dobro razumela, ker, a veš, pri moji družini je bilo 6 fantov in tako. Ja, Ni bilo, si to nisem pol čutila zaznala. nobenih, ja. Ne, Kaj pa, če nikoli bi, nisem. kaj pa, če bi mogoče to odpravo ali pa katerokoli drugo primerjala pa recimo s to odpravo, kjer sta pa bile sama dekleta, ne, kam Aha. ste šli v Pamir, Ja, ja. na pik komunizma, ne, če se ne motim. 82. leta smo 82. šli na pik komunizma. Veš, tule je bilo zelo velika razlika, ne. Takratna Sovjetska zveza ni dovolila nobene osebne ali pa individualne, aktivnosti, vse je bilo pod nadzorom, a ne, tako organizirano z njihove strani, tako da mi smo bile pravzaprav edini, kjer smo bile čisto same in svobodne, je bila smer, a ne. Oziroma, življenje, še v življenju v bazi smo imeli pač kuharje in vse to. V smeri, ja. Medtem ko tule je bilo pa vseeno čisto drugače, ne. To je odprava, ki diha sama zase, ki je celica, ki od začetka, ko greš na letališče in potem dokler ne prideš nazaj, funkcionira, kot funkcionira. Tako da je težko primerjati. Ampak da se pa primerjati razpoloženje in tako, in seveda teme pogovora in tako naprej. Recimo na, moški odpravi smo ogromno preigrali taroka in tako naprej in ves čas se posluša, zgodovino takratnega slovenskega alpinizma in kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj bi bilo lahko, kaj ni bilo lahko in tako, saj veš. Ja, ja. Tako kot je pač na odpravah, in tudi ženske so bile na tapeti take in drugačne in tako. Ampak to je bil pač svet, kateremu sem se včasih umaknila tudi tako, da sem šla brat. Jaz izredno rada berem, Ja, ja. vedno zalogo knjig. Pri ženskah je to je bilo pa res enega govorjenja in to seveda na ženski duši prilagojenega o vsem, in je bilo res živahno, no, že na vlaku, ko smo se vozile. Pa tudi potem, v samem taboru, ke je bilo več več skupin iz različnih narodov, mi smo bile središče, dejstvo. To se je zbiralo okrog kitare in vse. Ja, življenje je drugačno, to seveda. pa. Majčkeno druga energija vseh bila, ne. Ja, veš, to pa. Kaj pa recimo, ne, ti si bila, a si pravzaprav celo svojo poklicno pot delala kot učiteljica Ja. biologije? Jaz sem bila zaposlena samo v gimnaziji Kranj. Celo Od življenje. začetka do... Od začetka, ja. Od 82. leta do takrat, ko smo prišle iz Pamira, me je že čakala služba. To so cele zgodbe drugače, ja. Pa do 3 leta nazaj, ko sem šla v pokoj. Pa si mogoče tudi zaradi svojih življenjskih izkušenj iz gora, ne, bom rekel, mogoče kot učiteljica potem kakšno stvar malo drugače delovala, ali je to zdaj samo moja čisto zgrešena ideja? Pa ne vem. Ali si pač zaradi tega, ker so te gore pač spreminjale, kakor so te, si pač bila, kakor si bila in tako si tudi učila, ne? Jaz tako mislim, no. Jaz mislim, da, te spremembe, pač tisto, kar si, da to prinašaš čisto povsod. A ne, če se umetno pretvarjaš, da nisi, se to tako ali tako takoj vidi. In če je kdo res dober psiholog, so to dijaki. Sploh srednje šole, a ne. To preučijo vsakega profesorja in iz ene ure izjemno pridnih dijakov lahko v naslednji uri postanejo strašni divjaki. Mali A ne? hudički, ne? Tako, ker imajo, naštudirane učitelje, lahko kot rečemo, v nulo, a ne, in, ne vem, to bi bilo treba dijake vprašati. Je pa res, da mi je alpinizem pobral kar veliko energije in časa in obratno, šola mi je pobrala kar veliko energije in časa nekje za to, a ne, perfekcijo recimo. Sem pa predvsem recimo redno sem ko smo ravno v novoletnem času, zadnjo uro biologije, pred novim letom sem vedno, prinesla diapozitive. Iz ene odprave, iz, hribov, take in drugačne.
Ker jaz se tudi spomnim iz spleta, da ste tudi veliko po hribih hodili skozi različne oblike. Je bilo to tudi v okviru srednje šole ali so bile to tudi kakšne druge oblike? Ne, to je bilo kar program MEPI, ki je zdaj kar dosti razširjen v Sloveniji, smo uvedli v šolo in to je, da mladi hodijo v naravo. Zdaj, jaz sem pač gornik, sem jih bolj izbirala cilje, ki so imele tudi kakšen vrh ali pa vsaj porezen ali kaj takega. In dvakrat sva dijake peljala tudi v Nepal na treking. In sicer enkrat na Gosajkunska jezera, enkrat pa v bazni tabor pod Annapurno. Ker ta program pač omogoča, da ljudje izkusijo in ima določene zahteve. In to je bilo res, res dobra izkušnja. In veliko mladih zdaj vidim po netu, po Facebooku ali pa Instagramu, tisti, ki so se začeli ukvarjati z MEPI-jem, zdaj so tudi plezalci in pohodniki in kolesarji. Super, bravo. Tako, ja. Tako da to je bil zelo dober program, ker je mlade tudi iz mest potegnil v naravo. Ker na nek način, ne, je pravzaprav poklic profesorja, učitelja, na katerikoli stopnji, pa me boš ti dopolnila, popravila, neke vrste pomembno poslanstvo. Ker pa ne bi nič rad povzdigoval ali pa primerjal kateregakoli poklica, ampak dejansko se ukvarjate učitelji z mladimi, z odraščajočimi mladimi mladostniki ali pa otroci in tako naprej, in jim poleg znanja tudi neke vrednote predajate. Ne? In sploh v teh divjih časih, če lahko rečem, ko so starši po službah cele dneve in ni toliko več tega stika, ne? Veliko tega časa, ko so te neke človeške interakcije pravzaprav prihajajo v šolah in zato je to toliko pomembno. A se ti zdi? To velja za vse čase, da je učitelj pač neverbalno posreduje tisto, kar nosi v sebi. In to tako kot si rekel, za to obdobje odraščanja, so to najgloblji vtisi, in tudi mogoče vodniki za določene mlade ljudi, kako se usmerijo v življenju. Res, to izjemno je pomemben, izjemno. Meni se zdi, da je to, ne vem, res tisti del družbe, ki vpliva na vzgojo samega otroka, predvsem pa pove tudi recimo dejstvo, da se na maturantskih obletnicah dobivajo ljudje. Redko kdaj po študentskem obdobju, ampak maturantske obletnice so tiste, ki tudi nas učitelje povabijo in mi tam recimo pravzaprav marsikdaj dobimo povratno informacijo po desetletju, da si nekaj rekel, pa je vplivalo na njih tako, da so se odločili. Imam nekaj primerov, ki sem samo gledala, ko mi govori, če vi takrat tega ne bi rekli, se pa jaz ne bi odločila za tole. A veš, in pa gledaš, kdaj sem jaz to rekla. Mislim, kot učitelj niti se ti ne zdi nekaj pomembno, dijaku se pa zdi tako. Ampak to mora biti tudi poseben občutek, ko ti nekdo nekaj takega reče. Tako, za učitelja. Priznanje je verjetno bolj, kakor da si nekomu samo predal neko konkretno znanje. Ja, to je zelo dober, topel občutek, ki ga dobiš mogoče kdaj pol šele kasneje na cesti, ko te sreča nekdo. So pa tudi taki, ki ti pa povejo, a veste, takrat ste pa zabluzili, ne, to je bilo pa res ni bilo dobro. Ja. Ampak tudi za te stvari sem hvaležna. No, seveda. Saj smo ljudje, ne. Seveda. Bom pa tudi zdaj, mogoče je prilika, da jaz tebi rečem, kako se je meni 2004 odpravil v Nepalu, ko smo bili skupaj. Mogoče najbolj zasidral v mojo zavest, pa mogoče še globi, ne, v času, ko smo se že dobro aklimatizirali in pač se je že načrtoval naskok na vrh, ne, in si ti v neki točki nama z Maticom rekla, da ne pozabila, da sta na vrh šele na pol poti. Ne. Mogoče se zelo tak banalen stavek, ne. Ampak mi je dal zelo misliti potem tudi in sem se tega dostikrat spomnil kasneje na tudi
ne vem, ko sem z Mont Blana dol Ja, hodil, ja, ja, recimo, ja. ne, ni konc, dokler res ni konc. Treba biti skoncentriran do konca. Ker saj ne, da Andrej je te modrosti verjetno imel drugje, ampak njemu je bilo to tako samoumevno, ne. Ja, ja. Ti si pa prav tako opozorila in to se mi je zelo zasidralo, moram priznati. No, super. A veš, jaz sem imela takrat slabo izkušnjo za sabo, a ne, saj veš. Ja, Tisti zdrs in to praktično pri tisti vrvi, tako in se mi je zdelo, a veš, tudi jaz vidim zdaj kot ženska, tule pa so razlike, a ne, ženska, moški, na kaj, ko mogoče z Andrejem skupaj vodiva kakšno turo pa to, kaj Andrej recimo pove ali pa kaj se meni zdi pomembno, a ne, včasih so kar razlike, a ne. Ne vem, se mi zdi, da je zelo fino se vživeti v človeka tistega, če mu že daješ nasvete, a ne. Vidva sta bila zelo mlada takrat, a ne. zelo. Ja, mislim tako. Če že ne po letih, pa absolutno po izkušnjah, Ja, ne. saj zato, ja, in Andreju se je zdelo, kot da vsi vse tako razumejo kot on, a ne. Ja, ja. A veš, to se nama dostikrat dogaja, ne, da vse vejo, ja ne vejo, a ne, Ja. če nimajo izkušenj. No, vidiš, pa je spet ta neka dopolnilnost, dopolnjevanje, ne. Ja. Še eno stvar sem te hotel prej vprašati, ko si rekla, ta odnos, kako smo ljudje odtujeni od narave, pa kako se moramo bližati naravi nazaj, pa saj to so bile cele akcije, ne, cela gibanja skozi pravzaprav moderno zgodovino, ne, cele ideologije in filozofije in ne vem kaj vse. Ampak, ne, ti si biologinja tudi. Kje za vraga smo se pa mi sploh postali ne del narave? Saj mi smo, človek je del narave, a ni? Takrat, In če še oprosti, Ja. no, če še lahko dodam, ne, in v gorah je, se mi zdi pa odlično, odličen prostor, kjer ugotoviš, kako majhen delček te narave si, ne. Absolutno. In to je tisto, kar je zelo pomembno za človeka, da se ne dvigne nad naravo, a ne. Da ga gora pravzaprav strezni, da je del narave. Nismo mi središče narave, mi smo del narave, to je zelo pomembno. Tak banalen pravzaprav izraz, ki pa, ko ga imaš v sebi, zelo vpliva na ostala razmišljanja, ne. In meni se zdi, da se je začelo, pač da je odklon od tega, to sva tudi zdaj recimo se tudi prav pogovarjala z Andrejem na tej poti, da ta vsa umetno okolje, ke smo si ga ustvarili v mestih in tako naprej. Glej, recimo današnji dan, koliko bomo preživeli na sončni svetlobi? A veš, tukaj zdaj se pogovarjava v enem prostoru, ki je osvetljen. Ko bom šla v trgovino, bom v enem ogretem prostoru, ki bo osvetljen, ampak ne od sonca, osvetljen bo od pač, a ne, od svetlobe, ki je človeški produkt, oziroma pač, ki jo je uporabil iz narave, ampak a veš, ker zdaj na tej poti sva spet doživela to naravno periodičnost, ki je vgrajena drugače v človeka, a ne. Zjutraj se je življenje začelo ob 6:00 s svetlobo in potem končalo zvečer. In recimo tudi potem deževno in sončno obdobje. Tisto deževno obdobje nekako utesni tudi tvojo notranjost. A veš, vse je malo težje, ker si mokro, ker je vse mokro, ker so Zaprt. pijavke, je megla, je vse temno. In to sonce zjutranje, kako razveseli človeka, kako naredi, ne vem, življenje kar naenkrat lepo in iste stvari, ki so bile mogoče prejšnji večer problem, zdaj sploh ga ni več. Ta ritem smo izgubili, no, na neki način. Ja, ker ne, tudi jaz se iz tega odpravarskega življenja spomnim, ne, da so stvari zelo tako elementarne, ne. Zelo Ja.